delaš veliko pihanega stekla in delaš večinoma druge stvari? Ja, Sam toliko, da ne bom spraševal vse možno o pihanju. Zblinili mi, bla, bla, bla. Pač tudi ne vem, ko se reče po našem, ampak vem pa, da se mu reče glory hole in da je to pač... V bistvu pa ne vem, kako se reče po našem. Ja. Taka peč, To je v bistvu, kot da bi odprl ja. in imel vrata v peku noter. Ampak pa gledaš Blown Away in gledaš te ljudi, ki pihajo, ki so tam praktično skorda ne v kopalkah, zraven istega stekla. Okay, torej, Ja, a to blowing steklo je manj nevarno kot tekoče steklo v kalupu? Ne. Da, če me vprašata, kakšna je razlika med umetnostjo po brtju, je 50 stopinj Celzija, 30 cm več in druga peč. Now you see, this is art. Bomo izdali tak priročnik. Tako, ja. Knjiga bo izgledala bo 300 strani, pa boš odprl, bo pisano, ne sme biti premajhna. Ne sme biti normalne velikosti in to je cela knjiga. Drage poslušalke, dobrodošle v 14. epizodi 3. sezone Kritiškega posladka, podcasta, kjer se na široko pogovarjamo o vizualni umetnosti in z njo povezanimi prilastki. Danes je z nama v gosteh Meta Mramor, umetnica mlajše generacije, ki je že končala magisterij unikatnega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Njen primarni medij je steklo, ki pa ga prepogiba, upihuje in nasplošno manipulira v tako namene izdelovanja praktičnih izdelkov kot unikatnih umetniških del. Njena dela so bila razstavljena tako doma kot tudi v tujini, Belgiji, Češkem, Danskem, na Hrvaškem, Nemčiji, Srbiji, verjetno še kje, naj jo bo dopolnila. Polje stekla pa nadgrajuje in razširja tudi skozi performance, video, tisk in instalacijo. Pred kratkim se je vrnila tudi iz krajše rezidence v Nemčiji. Danes se bomo posvetili torej steklu in njegovemu mestu znotraj umetnosti in oblikovanja. Z Meto se bomo pogovorili o delu s steklom, njegovi dualnosti in rokovanju s to materijo, tako pri sobni temperaturi, kot njegovi razbeljeni skoraj da tekoči obliki. Razčistili bomo etimologijo glory hola in se naučili slovenske enačice. Mogoče. Z Meto bomo razblinili mit, ki ločuje uporabno umetnost in galerijsko umetnost, ter se posvetili njeni umetniški praksi in pristopu do umetniških del. Z vami sva tudi Jernej Čuček-Gerbec in Maša Žekš. Poslušate Kritiški posedek, posladek, paraumetniški projekt, kjer klepetava o aktualnih razstavah in ali dogajanju na področju vizualne umetnosti in kulture. K klepetu pa povabiva sogovornike, ki so na tak ali drugačen način vpleteni v sceno. Vse reference, ki jih omenimo tekom podcasta, jih polinkamo v opis. Zbrane so v opisu posamezne epizode. Če vam je všeč, kar delava z Jernejem, nama lahko na Buy Me Coffee donirata drobiž za kavo. Najlepša hvala tudi najnim podpornikom, ki so to že storili. Smok. Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posedek. Posladek. Ok, a sem že v uvodniku kaj zajebala? Sem vse v redu povedala? Hvala za že končala. Ja, to smo prej. Da je očitno, ja. V bistvu sem jaz, mislim sveže, pred enim letom, tako da sem v bistvu nedolgo na samostojni poti. Čisto na začetku, da se podobno kot prejšnjič pri tistem kamnoseštvu ustavimo na materialu kot steklo. Zdaj, jaz ne vem nič o steklu, o rokovanju s steklom, o izdelavi stekla. Zdaj tisti glory hole tam me je malo pretresel. Jaz vem samo to, kar sem videl na Blow Away, ali kaj že tisto na Netflixu. Blown Away. To je to. Drugač pa neš, pa tisti je ful mal. Ja, no, mislim steklo, če gremo pogledat, ne vem, z kemijskega, fizikalnega vidika, je talina kremenčevega peska z nekimi oksidi dodanimi, ponavadi gre za apnenec in pa sodo. No. Tako da v bistvu v osnovi je steklo zgrajeno iz tvorca, to je pač kremen, ki lahko že sam po sebi lahko steklo, če je obdelano na visoko
dovolj visoko temperaturo. Pa se mu pa dodaja še recimo talila, da lahko obdeluješ to na nižji temperaturi. In talilo je ponavadi soda, potem pa, ker to stane malo bolj krhka, vsa ta neka zadevca, je bož, da imaš še nek stabilizator, ki ti pomaga stabilizirati vse skupaj. In to gre pa v bistvu v obliki kakšnega apnenca. Čakaj, Ja. soda, to je kaj? Natrijev karbonat. Aha, to je tako kaj, nek pesek ali v kakšni obliki? V bistvu to želim zdaj pojasniti, da večina umetnikov, večina oblikovalcev dejansko ne proizvaja svojega stekla, ampak gre za taljenje že obstoječega, ker ti steklo to ponuja. Steklo je v teoriji, ga je možno taliti v nedogled, reciklirati. Tako da je v bistvu edin večje steklarne, večje steklarski obrati proizvajajo dejansko svoje steklo, ki ga prilagodijo potrebam svoje prakse, svoje industrije. Torej, zdaj pridemo do različnih vrst stekla, kot je naprimer imamo okensko steklo, to je najbolj razširjeno, po moje, 90% stekla na svetu. Ja, tako ki je v uporabi, je dejansko kvarčnega stekla. Njegove lastnosti glih ne omogočajo, da boš niso glih velikih temperaturnih preskokov, torej naprimer tudi, če bi steklo na hiter segrel ali pa prilil z vročo vodo, nekatero popoka. Medtem, ko naprimer imaš laboratorijsko steklo, če poznate v kemiji, pa to laboratorijsko uporabljaš, tam pa delajo s full temperaturami. Zato, ker je drugo steklo, druga vrsta stekla in je borosilikatno, in bor noter omogoča večje temperaturne šoke, da steklo preživi. Pa ima še na neki strani svinčevo steklo, ki je zdaj ga daje iz rabe, ker pač svinec sam po sebi, saj v EU se ga je treba izogibati, oziroma se je pač ga dati iz proizvodnje, tako da se polišče. Ja, tako je bilo, recimo na našem prostoru, ga ne smeš več proizvajati, tako da so najdeli neke nadomestke v formuli, medtem, ker na Češkem še dobiš lepo svinčevo steklo. Hočeš reči, da zdaj obstajajo kristalne posode, katerih bi lahko shranjeval alkohol, ne več samo uporabljati. Ker recimo stari te kristalni dekanteri in vse te stvari, naj ne bi dajal, naj ne bi pustil notri, ravno zaradi svinca, ker vseeno preide v, to so imeli, kakor vem, Rimljani probleme in ker so pač to v tem shranjevali. Torej, kaj so bili problemi? Daj še Ja, kako je rekla, svinec je problematičen zaradi tega, ker je problematičen za zdravje. Recimo svinčeno steklo, ki so ga uporabljali že v rimljanskih časih, oni takrat niso vedeli nič o tem, da bi bil svinec škodljiv za zdravje in za razvoj. Ampak svinec bi zmešal v steklo, ker? Zato, ker ti daje niža, to je v bistvu to talilo, če se spomnite, da lahko pri nižji temperaturi obdeluješ steklo in v bistvu je zelo mehko steklo, še vedno trdno, ampak ga je lažji, brusiti, karkoli oblikovati in pa še zelo lep odboj svetlobe. Zelo lepo, ko ga pobrusiš, ima lepe odseve, res je tak transparenten, neka lepota je v njem. A pa je tudi bolj trpežen pol, če je obvladljiv pri nižjih temperaturah? Ne, trpežen glih ne toliko, ampak je pa manjša energija je za obdelovanje in pa hkrati tudi, kar je pa najpoglavitnejše, pač najlepši je. Najlepši ja, pa verjetno je bilo v antičnih časih zelo enostavno dobiti svinec napram temu, kar mešamo danes, pa ugotovili so. Svinec, zdaj si jaz to predstavljam kot neko hardcore kovino, to, ko pol je v steklu, je še zmer normalno, je prozorno. Molekule svinca so na tak način, da so prozorne, da je steklo še zmer ostaja prozorno. Prozorno. Ja, kakor se le da, načeloma je čim bolj transparentno. Ja, odvisno od. No, pač, da se vrnemo nazaj tem pripomočkom za pitje. Recimo za viski imaš te kristalne posode, ki so ful lepše, kot da bi imel, v navadni flaši. A veš, to recimo vidiš v filmih, kako imajo v teh lepih kristalnih posodih in vsem temu, ampak v resnici ti v temu ne smeš shranjevati, zato ker tisti svinec, ki je v steklu, vseeno prehaja iz stekla v alkohol noter, v pijačo. A samo če je alkohol? Ali bi tudi v mlek šlo? Ali je fora, da je alkohol? To nisem ziher, to bi mogel malo pogledati. Po mojem, da vse pompaja. Mogoče, da alkohol ima kakšno večjo afiniteto, ampak dvomim. A veš, mleka ne shranjuješ, tako v kristalni posodi en mesec. No ja, zdaj v bistvu meni, zdaj dejansko, ko si ti rekla, da dajo neke druge stvari, si predstavljam, da zdaj mogoče novi kristali, ki niso s svincem, bi lahko bili zdravi in neškodljivi. To pomeni, da bi lahko dejansko shranjeval tisti viski ali pa pustil vino v dekanterju dlje časa brez nekih problemov za zdravje. To se mi zdi tako malo game changer po svoje. Ja, v bistvu mora biti, meni se zdi, da je bilo to pred 2 letoma, zdaj ne bom rekla letnice, ker sem že pozabila, po moje tam
2018-2020, da so mogli dati prav v steklarni Rogaška, oni so znani po izdelavi kristalnega stekla, ja, da so mogli spremeniti sestavo svojega stekla, ker so prišle te regulative, da svinec več ne sme biti uporabljen. Če tudi so nam, takrat smo bili na ogledu proizvodnje, pa vse to rekli, da v to, kad si razlagal, da se shranjevanje pijače, pa v bistvu pitje iz tega, da bi načeloma lahko ga unesel nekaj svinca vase, ampak gre tukaj za res zanemarljive te količine. Kot sem razumel jaz, bi mogel res veliko. Ne vem, mislim, da imamo doma en kristalni dekanter za vino in pač si človek pogleda te stvari in takrat, kot sem razumel, pač, če ti preliješ vino notri, ga prezračeš in ga imaš za tisti večer, so te količine zanemarljive. Če bi pa ti puščal stvari v takih posodah, je pa, veš, recimo viski pustiš lahko tudi po par mesecev, tam na tudi leto ali dve, nekateri, odvisno koliko hitro ga spiješ, ne? So druge količine. Ja. Ampak to je kar zanimivo. Kaj pa lastnosti recimo zdaj tega kristala? So kaj povedali v Rogaški? Ja, mislim, kolikor so lahko, ker vsem gre za te recepture, so skrivnost, tako da ti vsak tudi ne pove, še posebej gre za kakšen procent, delež česa, ampak so rekli, da so kar dolg časa iskali, s katerimi drugimi elementi bi lahko nadomestili svinec in gre vedno za približke. Torej, nikoli ni več enako steklo. Tudi če ga vidiš, mislim, če res pozorno pogledaš, če primerjaš, je občutek malo drugačen. Tudi ni les, ko je dejansko spolirana, ni isto steklo. Mislim, govorimo o 2000 let zgodovini uporabe svinca v steklu, ne? Si težko predstavljam, da najdeš nekaj tako enostavno. Sploh velikokrat se uporablja zaradi ekonomskih razlogov tudi, ali pa zaradi dostopnosti. Ampak ja, verjamem, da je težko najti nadomestek nečemu, mene to kar malo šokira, jaz nisem niti predstavljal si, da bomo šli spreminjati kristal. Ja, ker je prišlo do tega, ampak kot sem rekla, pač nekje na Češkem, očitno nekatere države še uspevajo svoje ali pa mogoče odprodajo zaloge. Sam zdaj pa v bistvu tukaj tudi pride do nevarnosti, kot ti, kot uporabnik, dobiš vse neko svinčevo steklo in kot sem rekla, mi predelujemo steklo za uporabo naših izdelkov in glih v tej fazi, ko se pač tali, pa izhaja ta svinec tudi ven. Tako da v bistvu gre tudi... Za steklarje problem. Ja, mislim, v te, ki uporabljajo, predeljujejo to. Gre večja skorda nevarnost ne v končnem produktu, ampak v bistvu v procesu izdelave. Čakaj, smo zdaj par vprašanj. Torej, če ima moja babica doma te kristale iz Rogaške, to pomeni, da to je vse svincem še. Do leta 2000, kot si rekla, je še vse svincem. To je tako zelo pred kratkim se zgodilo. In glih ta aspekt, torej, neke te predelave, ekološke, ne, in to, če nekdo donira celo svojo zbirko tega stekla, a ga vi smete normalno sploh uporabljati, glede na to, da ima ta svinc noter, ali kaj zdaj, ali treba zavreči zdaj to steklo? Jaz bi rekla, da gre mogoče malo za pretiravanje, ker kot smo rekla, so res zanemarljive te vrednosti in da je vsem prav varnost, ampak gre tukaj res za majhno tveganje, da so druge stvari, pri katerih bi mogel biti pri obdelavi stekla pozornejši in so škodljivejše za telo, kot pa v bistvu ta minimalna izpostavljenost morebitnemu svincu, ki bi bila v steklu. Tako da v bistvu mi, uporabniki, umetniki, oblikovalci v steklu si želimo delati dejansko s svinčenim steklom, ker je lažje izobdelovati, lepše se tali, lepše izgleda. Tako da v bistvu ta direktiva, da se ukini proizvodnja s svinčenim steklom, je povzročila to, da ga je zdaj tako težko dobiti in moraš poiskati tudi ti neke druge nadomestke, malo spremeniš način dela, no ni več isto, kot je bilo. A pa ti, ko vidiš kristal, ga prepoznaš? Ja, odvisno, koliko je ščiščen, kako je, mislim, bi se dal, mislim, ne bi mogla reči 100%, ampak bi lahko rekel. Če ti dam dva kozarca iste oblike, pa en je iz Rogaške s kristalom, en je pa iz Ikeje brez svinca, ločeš? Bi še kakšne druge, mogoče bi še malo kakšen eksperiment naredila, ne vem, dala malo peč, ampak mislim, bi se v osnovi dal reči, ali pa saj sigurno bi se dal vedeti, kako je bilo proizvedeno, s kakšnim in tudi po način proizvodnje bi ti nekako dal vedeti, katero steklo so uporabili, ker način za te masovne se uporablja malo bolj ne toliko fancy steklo, medtem ko za te razne kozarce za vino je pa dekanterje tudi, je pa uporabljeno to neko kristalno steklo. Ampak zdaj, jaz razumem, da je to stvar direktive in če je to v industriji in če je to v nekem vidiku kozarcev in posod in vse tega, se je prepovedano, to zadeva eno veliko skupino ljudi, ampak jaz bi se predstavljal, da
recimo v steklarstvu, ko govorimo o izdelovanju nekih umetniških izdelkov, dvomim, a je tam tudi taka regulacija zdaj, ali imaš več svobode, da bi lahko pač nekako... Ne, tukaj je, to je tok mejhen krog umetnikov ali pa v bistvu, oblikovalcev, da imajo prav svoj obrat in da bi tudi, kot sem proizvajal svoje stekla, tako da oni v bistvu so bolj kupci materijala in v bistvu se jim to pozna iz tega vidika. Pol v bistvu edino, da bi nekdo začel zbirati vse te neke kristalne kozarce nekje, da bi si ga nabral dovolj, da lahko dela svoj izdelek. Kako pravi Maša. Ali pa po neki državi, kjer to še delajo, kupiš tam, Sam to ne bo šlo v nedogled, ne? Tako da to je dobro se zavedati, da pač mogoče si zaloge nabereš. Zdaj pa, ko se pogovarjamo o tem manjšem krogu in dostopnosti in za delo, in to me zanima, kako je recimo z dostopnostjo do neke steklarske delavnice za obedelovanje stekla v neke umetniške namene. Sklepam, da ali neke prostore mora nekje imeti. Kako je pa potem, ko enkrat stopiš ven iz univerze? Koliko je tega sploh na voljo? A imaš kam zaiti? A se lahko kam zatečeš? A te kdo sprejme? Kakšna je sploh situacija s tem? Ja, zelo na mestu vprašanje. Še posebej zdaj aktualno, ko pač sem zaključila in sem dejansko v tej fazi, da si iščem, kako ustrajati v tej stroki, če tudi nimam svoje delavnice. Ker na faksu, kot si rekel, dejansko imamo steklarsko delavnico, opremo. Ne bom rekla, da je zdaj najboljša, ker imajo mogoče ponekod na faksih, kar moram poudariti, da jih je zelo malo. Mogoče še kakšno opremo več. Gre se bolj za kakšno plamen, torej za toplo obdelavo ali pa pihanje stekla, kar mi nimamo. Mi imamo bolj peči za hladno obdelavo, graviranje, jedkanje. Ampak je vseeno se da. Recimo bi se dal preživeti, če bi imel tudi ti kot kasneje po faksu tako delavnico. To so pač te delavnice, to lahko po 100,000 evrov oprema stane vse skupaj, ali pa tudi lahko za 50,000 si neko osnovno narediš, ali pa še manj bi se tudi dal malo zimprovizirati, sam se umejiš potem na samo eno tehniko. To je problem, še posebej, ker jaz že tako nimam svojega ateljeja nekje, tudi delavnico sem že pač tekom faksa si soočen s tem, se že sprašuješ, kaj boš pa potem, ko končaš, ker zdaj imaš to, potem bo pa kar noč in dan, pač ne boš imel tega, imaš to znanje, ki ga pa ne moš nikjer uporabiti. Tudi v Sloveniji imamo tradicijo stekla, tako da to je iz tega vidika v redu, ampak nimamo pa prostorov teh nekih delavnic, zdaj so odprli Center Rok, tako da to je v bistvu svetla točka iz tega vidika, ampak da bi lahko tudi, ne vem, si najel ali pa lesarskih delavnic imamo veliko po Sloveniji, ampak recimo steklarskih je pa zelo malo. In glih iz tega vidika? Pa tudi lesarsko delavnico, če imaš prostor, si jo sorazmeroma enostavno opremiš. Tudi da se dobiti stvari, ki so sorazmeroma poceni, ne rabiš niti ne vem kakšnih priključkov za večino stvari. Za steklo ponavadi peči verjetno grejo kar na trofazni tok. Tako trofazni, za peči je trofazni tok. Takoj ena stopnička več za to, da sploh priješ do česarkoli. Ja, pa v bistvu že pol za vzdrževanje delavnice, to je tako energija, elektrika, ogromno gre za vse naprave, voda, delati moraš stalno z vodo, da spiraš, da se ne pregrevajo. Dejansko imaš velike proizvodne stroške in tudi časovno ti vzame veliko časa, kar na koncu potem, ko narediš nek produkt, izdelek, umetnino in jo želiš prodati, ti velikrat ne odtehta tega truda. In zato moraš potem res dejansko premisliti, kaj se ti splača. Če dam za primer, je kolegica, ona je v Estoniji, ima na neki podeželju, tam v Estoniji imajo tudi dokaj razširjeno steklarsko industrijo in ona ima svojo steklopihaštvo delavnico in je rekla, da tudi ko ne dela, je poraba 80% ali nekaj takega. Da bi tudi za čez vikend, ko nobenega ni v delavnici, bi bilo bolj zanjo, da bi nekdo drug še uporabljal, zato ker ima specifično za te peči, ki morajo biti stalno prižgane, niso to vse peči in ima vse izgubo. In da recimo, če želi ona preživeti, mora dnevno 3 vaze spihati, za vsako vazo pa porab približno 2 do 3, recimo, to je zdaj sam za primer. Tako da dejansko moraš imeti dobro stempiran in če si želiš vzeti dopust, takrat ona potem res zapre, ne vem, za en mesec, boljš, da razumem, pa zalaufati in vse vzame cajt. Pol v bistvu dejansko, če bi recimo hotel si sam narediti, recimo, da bi imel inflacij in denar za opremiti, pol dejansko se ti edino, kar bi se ti splačalo, da najdeš sodelavce oziroma ljudi, ki bi koristili to, ker tudi sam ne moreš koristiti dovolj, ne?
Ja, to bi bilo, mislim, to zdaj specifično sem govorila mogoče za pihanje stekla, ker dejansko mora biti peč stalno prižgana, ampak tudi v osnovi, je škoda, ti investiraš toliko, imaš naprave in bi bilo bož, da bi saj mogoče nekomu v souporabo dal. Sigurno se da tudi si sam urediš, poznam tudi, imam kolegice, pa to so si urejali, so v postopku urejanja in se da, ampak potem se pač malo omejiš na veliko, se omejiš na mogoče eno tehniko, zdaj pa odvisno, kaj si želiš. In naprimer, jaz sem na tej točki, da si želim še naučiti tudi pihati steklo, oblikovati, da bi bila tudi malo bolj suverena. Iščem načine, kje lahko po tujini tudi koristim nekako delavnice v sklopu kakšnih programov, v sklopu mogoče kakšnega študija, zato sem tudi izmenjave delala, da praktično so te moje migracije, tudi v preteklosti, ki sem jih imela, bile usmerjene na to, v redu, kje lahko se še več naučim, kje lahko izkoristim probam, mogoče opremo in jo izkoristim do konca. Ne vem, če je tam peč, sem imela na Češkem, so glih na novo odprli opremo, imeli so 2 metra pa 1,80 m se mi zdi. Jaz sem pač dala toliko velike stvari, nisem razmišljala glih o transportu pol pa to, ampak če imaš priložnost, zakaj ne? Moraš tudi vedeti, kakšen si ti kot oseba, kaj ti pomeni, lahko se lahko si doma narediš tudi nek plamen, pa to pa imaš samo prstančke bižuterijo delaš, tudi zato ne rabiš velike investicije. Tudi to gre hitro. Ampak se spomniš v Portorožu na Tako, to jih je nekaj po Sloveniji in je to tudi, to se iz tega da se super preživeti, ampak zdaj je odvisno, kaj želiš, ker jaz sem recimo na točki, da mi to vem, da ne bi bila čisto zadovoljna samo s tem, jaz bi šla rada, pač steklo mi je nek primarni medij, kjer se najlažje izražam, ampak hkrati pač razvijam še druge aspekte in vem, da se ne bi recimo usmerila samo v, ne vem, izdelovanje manjših predmetov, da gre v komercialno rabo, pa ne mislim nič slabega s tem, ker da ne bi bilo narobe, ampak samo jaz osebno zdaj me ne mika v to. Potem ti na faksu se nisi mogla naučiti pihati stekla. Si mogla pač iti nekam na neko izmenjavo, neko drugo delavnico, kjer so imeli to opremo, da si se lahko to začela učiti. Ja, v bistvu v Sloveniji sploh ne vem, kje bi se lahko naučil, razen če greš ti v program Center Rogaška Slatina, šolski center Rogaška Slatina, ima srednjo, se mi zdi, šolo, če ni gimnazija, ne vem, srednjo tehnično, kjer se v bistvu lahko greš na oddelek za steklarskega tehnika, steklo pihača. Tako da v sklopu tega imajo oni tam v bistvu neko peč, kjer lahko to vadiš. Drugače pa v Sloveniji so zelo omejene možnosti. Jaz sem recimo pri Zvonetu Drobniču, tukaj ima v Šiški on dela na laboratorijskem steklu, pa sem malo probala na plamenu delati. Ampak da bi pa prav tako pač prav pihal, moraš iti pa v tujino. Na Češkem imaš tega. Se ne vem, imamo mi sploh kaj tradicije s tem pihanjem? Ja, v bistvu tradicija stekla je na Slovenskem od 16. stoletja dalje, ko so se pojavile te glažute, ki so bile pri gozdovih, pri vodi in lesu, zato da so kurile ta les, da je nastala pepelika, ki je v bistvu kot nekako talilo bilo in so postvarjali steklo. Pa vpliv beneškega stekla tudi, tako da se je dejansko ustvarila ta steklovina v smislu posod, kozarcev, ki je bila takrat še predvsem ročna, potem pa vedno bolj postala avtomatska. Zdaj, prav pihanje se pa vedno v Sloveniji je, Rogaška recimo vem, da še mehen oddelek, ker delujejo steklopihači, so res mojstri, ampak nasplošno je pa, mislim, da svetovno gledano je malo v zatonu, no. Razen mogoče Amerika je s tem šovom Blown Away, kot si omenil, ne vem, če poslušalci poznajo, ne vem, če je kdo gledal Netflix, bila je ful, ne vem, kjer je sezona že zdaj. Meni je bila ful zabavna, pa se ne ukvarjam s steklom. To je, sej dejansko pač tako moraš šel narediti, pa je tako nekako delaš. Se s tem spihanjem, da si predstavljaš kot kuharski šov, pa ki se kregajo med sabo, pa ki imaš tam neke projekte, pa to isto je prsteklo. Kot bake-off sem. Ja, tako, ja. Zdaj smo spet pri tem Glory Hallu. Ne, čak preden gremo na ta Glory Hall, a bi šli mogoče sam čisto na hiter čez te, torej imamo to pihanje, pa pol še vse ostalo, kar si omenjala, ker jaz zdaj ne poznam teh različnih tehnik, ker jaz sem imela v glavnem to blowanje v mislih. Jaz se mislim, da to je nekako ta prva stvar, ki človek pomisli, pa ne vem,
Delam steklo, pomeni, da blowam tiste vaze. Ne? Jaz vem, da lahko piha steklo, vem, da lahko s tistim tam malim plemenčkom delaš tiste majhne figurce, to je to. In pol vem, da lahko tehnično delaš steklo za neke uporabe. Nimam pa pojma, tudi jaz, kaj so še te druge tehnike. Ker zdaj, ko si rekla, da imamo delavnico na Aluoju, in da je dobro opremljena, nič od tega ni bilo. Ja, to si zelo lepo povedal. In to je tudi nekaj, kar me je že tekom študija nerviralo. Ta vprašanja, stalno, ampak a pihaš pa ne, kaj pa pol delaš, ne? Imaš tako kot vse, mislim tudi pri, zelo podobno je, ne vem, obdelavi tudi kovin, ulivanje stekla, imaš ulivanje v kalupe, imaš potem graviranje, torej hladna obdelava, da brusiš, obdeluješ že obstoječe kos stekla. Imaš tudi, ne vem, upogibe po kalupu, to pomeni, da se zatali steklo, mogoče, če tam sam primer steklina šipa in se upogne kot neka draperija dol. Torej v bistvu ne gre, da si ti direktno izpostavljen vročemu steklu, da nisi ti tam tako v tej temperaturi, ponavadi 800-600, ampak se vse zgodi v zaprti peči vmes, tako da gre veliko za predpripravo in potem naknadno obdelavo. Zdaj se me spomnim na tisti Instagram od tega nekega modela iz New Yorka, ki daje to steklo čez, ne vem, čevlje, pa na ulici čez pločnik. Čez pločnik. Si ga dobila, vem, kaj ima tudi. To moramo dati od spodaj nujno, to je ful zanimivo. Ampak to pogibanje se potem in kalupljanje se predstavlja na podobnem nivoju, samo bolj kontrolirano nekam. Bolj kontrolirano, mogoče so malo drugačni rezultati pol, ampak večina umetnikov, ki boš vprašal, se ukvarja s tem. Imenuje se kill casting, kill techniques, kill form glass, to pomeni, da je vse storjeno v peči sami, zato ker je dejansko, da imaš ti svojo peč za pihanje stekla, glory hole in vso opremo, ki spada zraven, je zelo drago in tudi veliko spretnosti za to potrebno, tako da se pol omejiš na druga področja. Ja, pa to pihanje sem videl, da to ni en človek, to je kar ekipca pol. To je bilo. Najmanj 2 ali 3. Ja, v bistvu zdaj sem bila v Talinu na praksi, sem bila prvič dejansko vržena v ta proces, ta vibe pihanja stekla, kako to poteka, akcija. In smo imeli 1 mesec intenzivno odprto, pa če sem lahko tam neka asistentka in potem sem tudi lahko vmes skočila pomagati, odpirati peči, vrata. Dejansko je to delo za minimalno 2 osebi. Mislim, če si res profi, lahko sam, ampak vsem ti je to lažje, ker moš ti pečin je bolj, da jih zapiraš, zato da ti temperatura ne uhaja. Steklo mora ohranjati neko določeno temperaturo, ker če pride prenizko, bo popokalo. Tako da v bistvu gre za zelo energično, kaj bi rekla, gre za neko sodelovanje. Zelo se ti vzbudi smisel, najdeš pomen v sinergiji, v medsebojni pomoči, je zelo zanimivo doživetje. No? Ja, pa jaz sem videl, da to kar tak na tem Blown Away, kar vidiš, da to mora biti kar tandem, ker recimo ti oblikuješ, pa ti nekdo drugi piha, pa se moraš koordinirati. To ni, mislim, to se mi ne zdi tako enostavno. Že, ne vem, šport, ki se v ekipi, preden se skoordiniraš in priješ do nekega ta pravega vajba, da se začutiš, da delaš stvari prav, je kar tam na Blown Away so imeli sicer tehnike, pomočnike, to niso bile ekipe, ki se poznajo odprej, jaz sem bil tako, kako se vi znajdete tle. Ja, ker so v osnovi neka taka, mislim, pravila, ki veš, kaj ali pričakovati, sam definitivno je pa tudi koliko časa z nekom sodeluješ, ker eni imajo tak sistem dela, drugi tak in ponavadi je že to, da kdaj sploh ne govoriš, sam s pogledom nakažeš ali pa sam z gibom že nekdo ve, v bistvu gremo še malo pogrevati, zdaj bom pa zajel in ta asistent, ki je tam zraven, igra zelo pomembno vlogo. On lahko tudi zafrkne celotno stvar, vseh, ne vem, 4-8 ur dela, lahko gre takole, če je samo malo prehladno, malo pretoplo v nič. Tako je dejansko, se na koncu se podpiše ponavadi ta umetnik, ki je tam bil za glavno pipo, ampak bi cela ekipa je zaslužena za končni rezultat. Se tudi, kar je te komercialnih stvari, če so recimo neke dizajnerske stvari, na koncu je odpisan dizajner, ki se pač zamislil to zadevo, mogoče je bil zraven prisoten pri celem postopku, kako prijeti do končnega produkta, ampak potem ta produkt se štanta še naprej in leta in tudi po smrti se lahko še štanta naprej. Ampak podpisan je pa še vedno tisti človek, ki je kao naredil dizajn. V resnici je pa odzadaj en kup ljudi, ki to ponavlja in dela. Ja, v bistvu je to še vedno, to me malo presenetilo. Na Češkem sem bila
ko sem šla na izmenjavo, to je bila moja prva izmenjava, itak to naivno, pa vse to sem pričakovala, v redu bomo mi tudi pihali steklo, pa to sem pa v bistvu videla, da dejansko imajo zelo tak industrijski pristop v smislu, da si si kot oblikovalec, ti zrišeš, 3D oblikuješ in potem nekdo drug namesto tebe to naredi. In je zanimivo to, kot si rekel, v bistvu potem kdo se podpiše, čeprav nekdo drug dejansko izdela, ampak ti si pa pol oblikoval. Jaz sem prav v mislih te vaze od Altota z Finske, ker je zanimiv postopek tudi, kako narediš, ker tisto je pihano steklo v resnici, ampak je v kalupu. Kjer je pa imaš v mislih? Alto vaze. Več jih je imel. Ja, prav te, ki so te najbolj znane, tiste take, ki so nekih nepravilnih oblik. Ja, vem. In pač to je nek finski simbol, skoraj to, če si na kakšnem gostovanju ali pa če si kakšen veleposlanik, dobiš ziher z Finske to vazo, pač to je to. Ampak je pa zanimivo videti, recimo, kako dejansko je narejena, ne? Ker tisto je, mislim, da so neki leseni kalupi so bili, meni se zdi, da, ki ti pač tudi ne omogočajo takšne reprodukcije. Ja, jih je pa moraš menjati. Ja, recimo leseni kalupi narediš lahko da 100 reprodukcij. Tisto je tako masovna produkcija, tistih vaz je toliko. Tako da pol pa, tisto jih je itak veliko, tako zdaj so na Kovinskih definitivno, ki jih pač reproducirajo. A pa so lahko te steklene stvari sproducirane tovarniško, da ni človeške roke zraven, da noben ne piha, da noben ne obrača, da nimaš asistenta, da ne rabiš paziti, da to sam šopa. Pol neke te masovne stvari so tako pojasnjene, da v bistvu to sam zliješ v sod in pol na drugem koncu ven dobiš izdelek. Ja, dejansko se skoraj izključno tako dela zdaj in je tudi to bil problem takrat, ko se je avtomatizirala industrija steklarska, da zato so vsi steklopihači, je poklic steklopihača skoraj da zamrl, ker je sistem lahko pač reproduciral veliko več izdelkov, bili so perfektni, pač minimalna odstopanja, medtem ko če si pa ti to sam pihal, je trajalo, paziti si mogel, naporno je bilo, tako da iz tega vidika se je ful pospešil in tudi potem, nažalost, je to ročno obdelovanje malo zamrlo. Čeprav moram pa reči, da zdaj, ko spet zahajamo v te malo bolj wabi-sabi stvari, da malo bolj vse unikatno, da je malo po strani, malo je več interesa po teh ročno oblikovanih zadevah, ki pa so potem seveda dražje. Ne moreš ti kozarca ki ga najdeš na trgu za 50 centov, lahko tudi kje. Ni šans, če bi ti sam proizvedel ta kozarc, že sam material bi te prišel 8 evrov, potem pa še delo, ki ga narediš, pa še stroški, pa pod 25 ga bi težko prodal. In zato so potem take odstopanja. Ti si rekla, da za kakšno delo hitro porabiš 1 do 2 uri za kozarc, če pihaš, si predstavljam, da pod pol ure ne priješ vseeno. Odvisno, gre za tudi ta predpriprava, kot da si narediš kalup, pa vse to, tako da ko enkrat imaš že kalup, si narediš, ponavadi si narediš, ali če si ga lesenga, da lahko pač, ker to je za neki, če si samostojen, je čisto redo, ker kovinski stanejo tudi po 10,000 evrov in nima smisla iti v izdelavo, lahko potem štancaš dokaj hitro, jaz bi rekla, da tako imaš enega na 20 minut. Okay. Ampak, ja, sam pa ga moraš, to je recimo to, da ga spihaš, ampak pa ga moraš pa še res, da imaš prav, moraš ga še pol obrezati, obdelati, tako da prideš na eno, mogoče, če si res verziraš, ok, zdaj pa moram narediti res, 100 kozarcev, pa pol, ko greš res štancaš, bi rekla, da uspeš kar tako kozarc pa pol na uro narediti. Ampak to, enkrat, ko se res vržeš v to, preračunaš, v redu, to moram, stempiraš in je to. Že tukaj veš, da je cena takoj. Tako, ja. Treba vračunati uro plus material, najmanj. Ja. Pa stroški, ki pridajo tako zraven, kar jih je veliko in zato recimo tudi ljudje ne razumejo, zakaj je taka cena, če lahko, mislim, tudi se ni tudi tako se ne kupuje tega, razen tisti, ki res razumejo in cenijo to, ker je drago, ampak je v bistvu tudi proizvodnja izjemno draga. Ja, mislim, edina druga opcija, da dobiš ceneje, če kupiš nekaj rabljenega, kaj je bilo nekje, kaj še preživelo. To je edina opcija. Bi najdu pač pihan kozarce nekje na nekem bošjaku ali pa da bi šel nekam, ne vem, mogoče da v kolbenetke, da so kakšne stvari, ki se prodajajo. Bi bilo cenej kupiti novgama. Verjetno ne blazno cenej. Ja. Spet isto vprašanje, če vidiš kozarc, a znaš oceniti, da je bil pihan? Ja. To pa? Ja. Zato, ker imaš ti na kozarcih, recimo od tega, ki imamo na mizi, je bil definitivno strojno narejen, to zaradi spodi,
če bi pogledala, zdaj mi je že, da nisem primerka prenesla pokazati. Mogoče povemo, kaj gledamo za en kozarc. To je ta, kaj je to? Tipičen IKEA IKEA, ne? Tega ima po mojem vsako gospodinstvo. Made in Russia v kozarc. Ja, ta dizajn ni pa sej izključno anima vsaka stvar v IKEA kot ime. Ne. Ta tip kozarca ima tudi nekaj. Made in Russia. Ja. 17278. Ta kozarc, če ne obstaja. Poglejte. Ta kozarc obstaja še, mislim, podobna oblika, obstaja še pri drugih proizvajalcih. Recimo Duralex ima take kozarce, ki so tudi ful poznani, pa posod neka francoska firma. Ko vsi delajo v isti fabriki. Ja, ne, dejansko so malo drugačni Duralexovi. Imajo te stranice malo bolj okrogle, no. Mislim, malo bolj zaokroženi so. Ampak ja, to je nek standard. Enkrat sem iskal in sem žal pozabil, bom poiskal, bomo dali od spodaj. No čak, in kako pa... Tipologija. Kaj, dno gledaš ali kaj? Ja, ponavadi gledaš dno, pa tudi mogoče rob, ampak po dnu najlažje oceniš, ker na dnu tale ima zdaj neke otisnjeno ali pa pravzaprav gre za ravno. Če pa ti delaš, če je pa ročno pihano, imaš pa ti spodi ostanek pantija. Panti je pa, ko delaš steklom, ne vem ti, ko si gledal Blown Away, veš, da se da iz pipe na palco, pa se je malo prestavljali z ene na drugo stran, tako če si ti še predstavljaš, da imaš mehurček in ga moraš nekako tudi pol ta kozarc odpreti in ga moraš prestaviti na neko drugo palčko, zato da potem lahko odstraniš tisto pipo, pa še ta zgornji rob obdelaš, ne? In v bistvu prestavljaš iz ene strani na drugo. To, malo tam si še malo stekla daš, zateliš, to je pač nek poseben postopek, ampak te palci se reče panti. Ta ni namenjen zato, da ti dodajaš tam steklo, ampak samo da preprimeš, torej, da bi zapičil steklo, ampak pripopaš za malo. Pa, ko se v bistvu ti obdelaš ta vrh, se moš pa tega znebiti, ne? Ko daš v annealing, to je peč za popuščanje, kjer se potem mohlaja ene par ur, moraš ti se znebiti te palce, ker ne daš skupaj s palco. In narediš ta panti, torej ta palca z nekim drekcem stekla gor, mora biti dovolj tanka, da potem, ko ti udaraš po palci, ona lepo samo odstopi, lahko tudi malo zarežeš, pa odstopi, ampak hkrati tudi dovolj trdna, da ti vmes, ko boš ti prestavljal iz ene v drugo, kaj delaš, ne bo padel dol. Tako da v bistvu tukaj je tudi ta umetnost delanja in skratka, kaj hočem povedati, je tam, kaj boš ti potem, kaj je bil ta panti, torej ta drekec prepopa na dno, bo pustil neko sled, bo neka... To je tako kot popek od kozarca. Tako, popek, ja, evo, to je to. Kako si lepo to povedala? Imam tam v kuhinji ene rdeče, boš povedala, če je to popek ali ne. Bomo pogledali, če gre za pravi popek. Torej, kjer konc je zdaj tisti, katerega ti pihaš, tanka je odprt kozarc ali tanka je zaprt? Tanka je potem zaprt. Tale, recimo, če bi bil tole pihan steklo, bi pihal ga, dno je na drugi strani, torej ti pihaš v vrat. Ja, na odprti del v bistvu. Na odprti, tako je. Ja, okay. Zdaj, ki si razlagala, kako predstavljaš, pa da moraš dati polno, sem se že čist zgubil in nisem bil zihar več. Na katero strani je mišljeno, da pihaš in kje ga odpreš, kje ga ne odpreš. Ja, se je lažje narisati, pa dejansko potem, ko vidiš enkrat, ker ti je pol tako malo abstraktno, gor, dol, levo, desno. Ja. Ampak ne glede na to, torej, kaj delaš, je idealno, da ima potem končni izdelek samo en popek. Ja. Okay. Zdaj si me spomnila, ker bila sva tam s kolegico, si pač lahko sva delu tudi zapokiral sam, da si vadil, ko to rabaš vaditi in mi sva pač tam eksperimentirala, ker ja, valjda, zakaj ne, da čim več stvari tehnih probaš in te panti, to so težke zadeve. Čeprav so to osnove, to jih moraš res veliko vaditi in so imele trojni panti, pač dok nama je padel dol, so nekaj pobirale, to je ogromna napaka, ne? Trojni popek, ja. Zdaj imam pa to vprašanje, ker to mene iz Blown Away najbolj prevzame. Dobro, eno je to, da so ljudje tam v kratkih rokavih v tisti vročini z tem vročim steklom in sem tako, okej. Ampak drugo je pa to, ne? Če delaš steklom in pihaš steklo, se fulkrat zgodi, se lahko zgodi, da se ti kaj polom pa razbije, ne? Oziroma ali pa se ti steklo ne ohladi prav, pa ti poči. Vem, da se to dogaja pri pihanem steklu, kako je pa recimo s tem drugim izdelovanjem stekla. Je tudi tako muhasto steklo potem, se moraš privaditi na to, da ti lahko stvar ne rata, ker to je kar grozno za nekoga, ko stvarja. A je skoraj default, da ti najprej parkrat ne rata? Ja, brez tega, če ti rata v prvo, je sumljivo že. Za kakršnokoli obdelovanje stekla skoraj?
če greš za nekaj, kar ne vem, na novo, se z novim materialom soočaš, mogoče je to tudi kako jaz dojemam material, da vedno iščem tiste skrajnosti, ker enkrat, ko si določam skrajnosti, vem tudi, kakšen rang mi dopušča, da recimo ne popoka, če v tem primeru vidim kot popokanje, kot napako, ne? Če jo uporabljam kot z namenom, potem je malo drugače. Ampak ja, vsak zavisi od debeline stekla, zavisi od tehnike, ki jo uporabljaš, od programa žganja, od dejansko od same peči same. Če boš ti dal v eno peč pa v drugo, ker sta, ne vem, razlike velikosti, lahko je na drugem koncu sveta pa je malo drugače, samo zvezana, bodo drugi rezultati. V bistvu gre bolj za neko poznavanje opreme in materiala in opreme. Torej, dokler ne spoznaš tistega dotičnega materiala, dotične peči, pričakuješ, da... Mislim, ne bom zdaj rekla, da pričakuješ, da bo prav popokal, ampak da mogoče ne bo tak rezultat, kot si zamislil. No. Moraš se pustiti presenetiti. Kar je pa tudi, to je pa meni všeč pri tem, da dejansko vsakeč, ko odpreš peč, je tako, božiček je nekaj prinesel, ja, kaj pa je zdaj, ne veš točno, mislim, načeloma imaš neko vizijo, kaj pričakovati, ampak nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Mogoče se je, ne vem, neka opeka pol prevrnila in se ti je pol tam nekaj zgodil med steklom, kaj je lahko prinesel neke super stvari, ne vem, za nek test, ki lahko pol delaš naprej, glih te spontanost, ali pa ja, po drugi strani se nič ni zgodil, ker ne vem, je bila tudi neka napaka v programu, steklo malo drugačno. Tako. A bi šli sam tako najbolj explain me like I'm 5, če hočem jaz recimo narediti kozarc? Ti si v delavnici in tam imaš že pripravljeno mešanico tega materiala, ki si prej rekla. Kaj, kremen pa kaj še? Ja, v bistvu imaš že steklo, ti imaš kar že... Ampak je v pesku, to je v pesku. Ne, v bistvu ga imaš že kar, kot bi rekla, veš, da imaš... Glažone. Ja. Ti imaš glažone ampak je pomembno, stekla. da je isto steklo, ne? To nismo še govorili o tem, da steklo ni vsako steklo kompatibilno med sabo, ima različen koeficient razteska in to pomeni, da če bom jaz dala to okensko šipo, pa uno iz moje sobe, lahko bo pokal vmes. To je tudi problem, recimo želiš neko barvo dodati, da niso vse barve enako kompatibilne. Ne? Tako, pri barvah je večinoma s kakšnimi oksidi barva, barve pa tudi, ja, barvati steklo je tudi neka svoja umetnost, če želiš res obarvati prav maso. Ne? Vse, mislim, se pol tudi drugače obnaša, no? Če ima drugo barvo. Ne? Ja, tudi če recimo, ker imaš neka proizvajalce, nekakšen bulzaj, pa to, ki že prodajajo prav, ne vem, različne bloke barv, jih lahko ti med sabo načeloma mešaš pri njih, zato ker so že to kemijsko naredili, da so opušča, ampak vidiš, da recimo, da črno steklo drugače teče kot belo kdaj večkrat popoka, tako se vidijo, rdeče težko dobiti, se vidijo odstopanja. Oprosti, okay, ja, torej imaš eno veliko škatlo polno kompatibilnih glažon stekla. Če hočeš to steklo, da bo barvno na koncu, dodaš že kar zdaj barvo ali pol kasneje? Zdaj, če bi si ti želela, da je po celi enakomerno. Ja, hočem homogeno rdeče steklo. Pa bi ti jaz priporočala, če že v osnovi nimaš tega rdečega stekla, najbolj bi bilo, da bi celo najdla take glažute od rdeče, kar je kar težko. Ampak če bi hodila pa obarvati, bi pa priporočala ti še eno žganje prej, da bi se ta masa, da bi se ta rdeča barva prav da bi se prvo pomešala, da si pripraviš ti že neke te kose, rdeče kose in šele potem zatališ. Torej ti bi jih obarvala, stalila, na nek način ohladila slepo, da bi jih ali dala v neke palce. Čak, kako bi jih pobarvala? Ploščo, ne? Ja. Ok, čakaj, mogoče pejmo najprej brez barve. Ja, ne se z barvo, samo preprosto, kako povemo, preveč zakomplicirane, če bi še z barvo, ampak predstavljaj si, da bi imela ti, glej, kakao, pa ga daš v mleko. Ne? In zdaj je isto, če boš ti dala samo zdaj to barvo v steklo, pač kakao, če bi ga dala, ne vem, po kolkem času bi mogoče se kakao naredil, ampak to bi ful trajal, pa pač ti to daš v žganje, pač to ni to. To dejansko bi pol zgori še vedno belo ostalo, mleko, ne obarvano spodaj, bi bilo pa malo kakavosto. Ne? Če pa ti pomešaš to, pa ti pomaga, da postane, da se bolj homogeno naredi. In isto je pri steklu. Če bi ti dala pol te koščke barve, pa bi vmes ali pomešala, ali pa na nek drug način, da se preteli, bi se vmes že malo bolj pomešala barva in potem, če to v drugi fazi še enkrat, nastane bolj homogeno. Torej, te proizvajalci, ki prodajajo te barve, ti v bistvu prodajajo barvno steklo. V kakšni obliki? Kaj si zdaj predstavljam, da je ta barva pigment, ne, v prahcu. Tudi imaš, mislim, te pigmenti, ki so barve, no, ki so ponavadi so oksidi, ki ti tako pobarvajo, ampak če prodajajo prav barve, kot bi rekla v tubah barve, so namenjene
površinskemu nanosu, ponavadi. Pol na koncu poslikavami. Ja, da daš, ali pa v bistvu, da se porabi, da se na zunanji strani samo. Zato se potem je bolj, da se že v osnovi kar kupi barvno steklo, ker je lažje, veš kaj pričakovati. To so že v podjetjih, steklarnah, so se že s tem obadali in ja, nimaš druge, so pa zelo draže. Aha, in ti od njih lahko kupiš, oziroma ti od njih kupiš tudi nebarvno steklo. Tako. Ti od njih kupiš batch of glažo, ne? Tako. Okay. Bilece, različne oblike, ja. Ok, in pol naslednji korak je, kaj, fukneš to v nek kotu in to stopiš tam. Ja, tako da v bistvu prav, ne vem, rekla bi, ja, prav kozarce je malo težji nares v teh tehnikah, če ni pihanje stekla, ampak če bi neki izdelek naredila, ne vem, bi si rad naredila eno kocko, bi mogla, ja, steklo dati v nek rezervarček, se reče, kamor boš dala te svoje kose, ki si jih nabrala, ki jih želiš staliti, in potem bo ta stekel dol, ko imaš pač eno lukenco, lahko daš kar v cvetlični lonček, ko ima lukenco spodaj, bo vmes med žganjem, bo ta stekel v votlino, v tisto obliko, ki jo ti želiš, in potem se bo to počasi ohladilo in ko boš ti odprl peč, boš imel ti uno svojo talino v tej svojem votlini, tvoji kocki, karkoli, kozarcu ali kaj boš imela. Ja. Aha, to se vse dogaja znotraj peči. Zdaj, ja, če govorimo zdaj v tej tehniki, ne? Če ne govorimo o blown awayu in da če imaš možnost imeti svoj kozarec. Če ti pa zanima prav za ta kozarec? Aha, če bi pa ti recimo stalila steklo, pa da pol steklo prek lukence steče po luftu izven peči v to kocko, a to pa je že preveč hladno vmes, bi se ti kar vmes... Izven peči, kako misliš izven peči? Da ti stališ steklo v peči in pol, ko se on stali in je tekoč, gre čez lukenco ven iz peči v kalup, ki ga jaz držim v roki, recimo. Ja, ne, to ne bi šlo, to se dela, imaš neke sandcastinge, da recimo ti kar nalijaš vročo talino stekla. Ja, pa tako, da jo kar izžezajo, da jo tako malo ampak v tem primeru moš ti jo dati direktno v annealing spet hladiti, popuščati. In recimo, to v kalupe, peščene kalupe v bistvu. Imaš različne tehnike, lahko imaš, se imenuje sandcasting, da pač recimo v nek zbit pesek, da zaliješ noter. No? Tako. Lahko je tudi iz kremenove moke in mavca se narediti, so bolj enkratni kalupi, lahko imaš kovinske kalupe, če so premazani z nekim separatorjem, lahko so keramični kalupi. Ampak to, kar si zdaj opisala, mora biti neka delavnica, neke osebe, ki so pripravljene, ki dovolijo, da si ti, pač da imajo opremo za to temperature, so to 800 stopinj sigurno, minimalno, da imaš opremo za varovanci, da imaš ventilacijo in da tudi odpiraš pa zapiraš peči. To mi ne gre skupaj. Zdaj govoriš, kako bi te ljudje, ki bi to steklo polivali, bili oblečeni v ne vem kakšne stvari, pokazala si predstavljam si tiste srebrne opreme polne, ki so res, ok, to je varno, razumem. Ampak pa gledaš blown away in gledaš te ljudi, ki pihajo, ki so tam praktično skoraj da ne v kopalkah zraven istega stekla. Okay, torej, a to blowing steklo je manj nevarno kot tekoče steklo v kalupu? Ne, kaj gre tukaj, kakšna je razlika samo, če bi ti stal, kjer je ta talina stekla, bi tudi imaš to opremo ali pa imaš tudi te neke rokavice, ki ti zavarujejo. Zato, ker tam je temperatura, tam si direktno pri 800 do 1000, še celo v teh glory holih. Medtem, ko ti, ko pa enkrat delaš, se temperatura spusti na 600 stopinj, a ne 500-600, ker je na drugi strani tudi taka manjša stvar, ne oddaja spet toliko veliko toplote, da bi dejansko potreboval to. Se na blown away pol vidiš do resnice, ki ga pa primejo, ne se v ta annealing peč. Imaš pa une ogromne kuharske rokavice. Ja. Ampak vseeno bizarno videti se ljudi, ker ponovadi so res tako zavihanimi rokave, tako rame ven, včasih brez majice. Ok, nekaj delati reklamo kle za Netflix. Ja, to je res. Se bomo slovensko naredili. A bomo? Ja, bomo. Čak, ampak karkoli ti narediš, bodi si z tem kalupom ali s pihanjem, moraš pol hiter nesti to stvar v ta... Annealer se nese spet za popuščanje. Da to se počasi skladi, ker če bi ti to pustil tam sred sobe na tleh, bi se prehit skladili in bi šlo v kurac. Tako je, to je popokalo, to je pa v bistvu steklo, ker je amorfna materija, se ne obnaša, ima neke svoje specifične lastnosti in glih zato
tudi je toliko komplikacij pri obdelavi, ne moreš ti kar na zraku pustiti, ker bo popokala in moraš za nekaj časa ponavadi se odvisno od vrste stekla, ampak tam okrog 500-550 stopinj za ene par ur, ene 3-4 ure, da se celotna masa, da se uskladi temperatura noter, ker če debel izdelek traja malo več časa in potem še počasi ohladiš, do sobne temperature in potem je ok, če bi pa pač kar takole zunaj pustila, bi pa popokalo. Ampak recimo, predstavljaj si, da jaz naredim neko stekleno skulpturo v obliki drevesa z vejami. In zdaj jaz to čist žareče drevo še dam v to popuščanje, a ni še toliko mehko steklo, da se bo vse da ga bo gravitacija sam tako dol? Ne, ni, ker to govorimo mi v parih sekundah, parih 10 sekundah, mogoče po 1 minuto, da ti obdeluješ to steklo, odvisno kako, lahko mogoče 2, moraš pa pol stalno ali segrevati ali pa pač dati stran, ker se že toliko ohladi. Aha, ga nazaj moraš malo segreti, kad drugač gre že v... to moraš stalno ga segrevaš. To v bistvu imaš ti, zato je tudi fajn imeti asistenta, ki ti odpira in zapira še dodatno peč, ki ima malo nižjo temperaturo kot v te Glory Hallu, tam, kjer je pač staljeno steklo in tam segrevaš skozi, ker ne sme padati temperatura pod, 500 stopinj, zato ker drugače bo ti popokalo. Torej, daš noter za par sekund, spet delaš, spet noter. Delaš, narediš eno in to lahko delaš tudi, lahko imaš tudi po 15-20 ven not. In pa več časa ti gre boljše, da bi čim hitrej. Pa večji izdelek težje je. In to težje ohranja temperaturo, da imaš v celotni. Zato imaš tudi nekaj brenerje ročne, ki ti reče, ok, ne, da je to hitrej, zato ker potem, če imaš nekaj pri tvojem drevesu, veš, kaj bi imele te izraske veje, bi jih mogla malo bolj segrevati, ker v notranjosti, tam, ko je deblo, bi bilo še vedno toplo, ampak vejice bi bile pa še hladne in jih moraš segrevati z brenerjem. Tudi, če v bistvu je steklo, se ne bo, ker ga boš ti segreval z brenerjem, ne bo se ti upogibil, ampak vse ohranjaš mu pa temperaturo, ker on se neha premikati, stane trdno, 550 je približno, odvisno, zdaj tako govorim pač na splošno. Aha, je pa ta srednja peč še zmeraj ne toliko vroča, da če bi pa jaz to kar vrgla noter, da bi se pa nazaj stopil. Bi se. Je. Ampak je, ker si to kratkotrajno, Jaz mislim, da je mogoče že zdaj čas, da povemo, kaj je Glory Hall. Čak sem še to pred... Ker smo ga toliko omenili in zavedanjem, da vsi vejo, kaj je Glory Hall. Še pred Glory Hallom. Prej, ko smo o njih barvah še govorili, si rekla, da ga pri drugem žganju, kako drugem, če smo rekli, da ga stališ, oblikuješ, ohladiš. Kje je zdaj to drugo segrevanje ali drugo žganje? Kaj si je za kozarsko sva razlagale? Ja, kako bi... Dobar, to te zdaj ne bi glih, te bila malo sem na eno drug način, če bi izvedla ti ta kozarca, ampak da bi si vnaprej pripravila to, da bi kad bi rekla, ok, se bo on zatalil in pač ohladiš to steklo, pogledaš, ga daš ven iz peči, vidim, tam je všeč ta barva, mogoče bo treba še enkrat ponoviti, da se še malo premeša in potem ko si zadovoljen, postaviš pa pol, v svoj kalup direktno noter, v svojo posodico, daš pol te kose stekla, ki so že obarvani. In to bi potem se reče drugo žganje, v smislu, da si dala že drugič v peč. Vmes se je ohladil in potem si dala še enkrat noter. Čak, zakaj sem dala še enkrat noter? Zato, ker si prvo samo barvala kose. Aha, prvo si samo pripravljala lonček za barvo. Aha, in je bilo vse, kjer oblika bo tam. Ja, ampak si samo pripravila, zdaj bom. Tako, pa da si je malo premešala barvo. Prvo rundo kao barvaš, drugo pa dejansko izdelek delaš. Mislim, imaš več možnosti, ampak to je ena taka izmed tehnik. Ok, Glory Hall. Kar povej, kaj je, čemu služ? Ja, to je posebno pri pihanju stekla. Imaš peč stalino stekla. To je steklo segreto na Jurija 100, Jurija 200 stopinj, da se on res dobro premeša, da tudi vse mehurčki grejo ven, ščišči steklo. Tja v bistvu gre za neke vrste kotu, ampak zaprt, zato da pol ta energija ne ohaja, ker pol ti s pipami, z različnimi palcami zajemaš maso in jo potem lahko oblikuješ, daš ven in oblikuješ. Tako da gre v bistvu bolj za sveto luknjo iz vidika, da je tam prihajajo vse stvaritve sveta. Ja, pa tudi vroče je. Ja, to pa je. Torej, to je ta najjača peč za steklo. Ja, tukaj so tam, to so najvišje temperature v tej peči. Ja, pa tak krok je, v bistvu, kot da bi bil v steni. Ja, to daš tak noter. Večji krok je z vratci. Če se spomnim iz Blown Away, vsak je imel svojo postajo z enim tem Glory Hallom. In taka peč, v bistvu, kot da bi odprl in imel vrata v peku noter. Ja.
Ampak tega nimaš, če nimaš zapihanja stekla. Ali imaš Tako je. tudi? Ne, nimaš. To imaš samo specifično. Imaš samo obično peč, ki tudi ful se greje, ampak se ji ne reče. Ja, pa ne moreš tako odpirati, ne moreš. Ja, ni tako za pico. Ja, pa ni ona je plinska. To je dobro. To je kot krušna peč, ki te bo vzel stekleno maso ven iz krušne peče. Kaj da bi imel testo za pico skozi peč. Ja, tako. Okay. Krušna peč mi je bila všeč, zelo podobno, sam ful bolj vroče. Kaj pa torej te kalupi? Ne, prej smo rekli, da so lahko tudi iz lesa, ampak zdaj, če je to steklo 1200 stopinj in to pol poliješ not v nek beden lesen kalup, a to kar vzdrži? Ali je glih fora v tem, da se v tistih parih sekundah toliko hladi, da se ne sam. Ker jaz si zdaj to vroče steklo, ki neko lavo skoraj predstavljam, da to sam topi stvari pred sabo, pa očitno ne. Očitno ga lahko daš v karkoli, pa se kar strdi. Če pravilno uporabljaš, ja. Ko ti ko ne vlivaš ti stekla direktno v lesen kalup, ampak ga torej ti preoblikuješ to neko, spihaš v neko bunko in potem pihneš v ta kalup. Tako da dejansko je še vedno v stiku s steklom, ampak zakaj se ne vžge? Zato, ker morajo biti te kalupi leseni namočeni, morajo biti vlažni. Zakaj? Zato, ker potem ta temperatura, ker ima ta steklo, ne vem, še vedno bo to so velike, ne vem, 600 stopinj, 550. Mora biti čez teh 500, ki si rekla ti. Ja, tako, mora biti 600, vse to je odvisno, pač se hitro to varira, pač ne moreš zdaj to reči, zdaj je steklo tok, ker tudi barva po določeni je transparentno, pa tudi, če je v bistvu težko določati, koliko je, ampak da vidiš koliko se obnaša. In to, ker so te leseni kalupi namočeni in se v stiku to vročo maso, vročim steklom, se ustvari, v bistvu voda izpari in ta izparina ustvari naravni separator. V bistvu to ti služi, da se ne dotika direktno lesa, ampak je ta vodna para vmes kot neka zaščita. Tako kot če na steklo-keramični plošči poliješ vodo, pa gre sam na stran. Ja, ta Leidenfrost. Pa sam zlebdi stran. Tako. In tukaj v bistvu, ko ti pihaš, se ful naredi pare, kad delaš v lesene kalupe. Ja, in zato je pomembno, da so navlaženi, isto, kad delaš z malcem, pa to, ker je to naravni separator. Ker nasplošno, če bi pa ti hotela narediti, ne vem, nek krožnik, direktno pač nekje v peči, bi pa mogla tudi tisto na keramični peči premazati separatorjem. Je drugačen separator, ampak je vse separator v smislu neka umestni medij, zaradi katerega se ne bo ali steklo zalepilo, spojilo z nekim materialom, ker bi pol popokalo ali pa stalilo, ali pa v bistvu pri lesu se pa ta v bistvu, da se ne dotakne. Ampak ni pa pol, da bi z lesom delal na način, ki si prej rekla, da čez lukenco preteče, da če bi jaz kocko hotela narediti, recimo. Ne, zato, ker tisto mora biti pa, to je pa pol vsem toliko časa že v stiku, ker tukaj, ker pihaš v kalup, pa to je mogoče 5 sekund, pa daš ven, ne, že tako se segreje kalup, ampak je to že maksimalno, pa tudi ni najvišja temperatura, ker če bi pa ti vlivala nekam, mora biti pa res keramičen ali pa mogoče kovinski, ker se toliko segreje, da ta masa vse, da ne bi zdržala. Torej, če ti hočeš delati na tak način z lesom, moraš imeti glory hole, da ven vzameš. Ali... glory hole je, imaš za v te obdelavi stekla, je tako. V bistvu, Ampak pol, če ti pihneš v les in je full pare in ti si zraven, se popariš. Ali tukaj imaš skafander na sebi, ko to delaš? Ne, tukaj nimaš skafanderja. Ne. Tukaj si... Kaj si v kopalkah? Pipa je, veš, pipa je... Koliko 6 metrov? Ne, koliko je meter 20 po moje, kaj je tazga, 1,60 m. Odvisno, 1,30 m. In tako da v bistvu se pol... Je vroče, pa se potiš, si zašvican, ampak se lahko upečeš, ampak pa imaš neka očala, zato da se zavaruješ, to zaradi svetlobe, ki jo imitirajo pač te objekti. Ampak pač to je pa sestavni del tega, umazan si tudi. In ta kalup lesen, naprimer, moraš ti res natančno dodelati, ali je pol to, kar delaš post festum, brusiš ali pa nekaj zaobljaš in to. V lesu narediti res natančen kalup, da imaš pol ti neko gladko steklo, to verjetno ne gre, ne? Moraš na koncu ga še malo obdelati ali kako? Ali so te kalupi tako perfektni? Odvisno, kaj si želiš, zato ker s to tehniko prav, da pihaš steklo, ne moš narediti mehnih detajlov. Če bi hotela narediti,
ne vem, kad bi rekla, neke mehne zobčke, na koncu bodo to kot mogoče neko valovčki ratali. Iz tega vidika ti teh detaljev ne moreš dobiti, ampak ti pa vseeno omogoča, da dobiš pa gladko površino. In je naknadno ponavadi potem čim manj obdeluješ. Torej, da sploh se ne dotikaš te površine, ker čim se jo boš dotaknil, boš še nekaj naknadno obdelal, mogoče kakšni vgravirajo, se živi drugačen postopek, oziroma ne moreš ti kar. Če boš po brusu, se bo videl, da je drugačen princip zdaj dela vključen. Tako da načeloma tak kalup boljše, da ga v nulo dodelaš, ne preveč komplicirano, ker se vsaka linija, pač steklo ne bo šlo. Steklo je nemogoče, da pride v pravi kot ali pa v ostrih koti, pa steklu niso. Tudi, ker so čim bolj pač neki koti, imaš še vedno malo zaobljeno. Se bom jaz skušal poiskati ta video od te vaze od Alto, tako, če ga dobim nekje. Jaz se spomnim, da je bil... Po moje Savoja, ne? Ali kaj je vaza? Itala. Je Itala, mislim, da meni se zdi, da je. Ne vem, kako je ime, jaz od Alto ta vaza, se je sam ena, ker je res pomembna njegova. Zdaj smo prišli zato, ker jih je pač malo več. Jih je več. Ampak če brusiš steklo, kdaj ga brusiš? Naknadno, ko je ohlajeno. Aha, ni nevarnosti za uničenje. Da bi popokal. Vsakič je, zato ker imaš kdaj tudi so napetosti v steklu in jih mogoče tako ne vidiš, ampak ko pa ga daš pač ali brusit graviraš, ga malo bolj dregneš, ga malo bolj spravaš spet po nek pritisk in ti lahko popoka. To se tudi zgodi. Ampak ni pa spet taka, tako pač. To si pustiš opcijo, da bo do tega prišlo, ampak načeloma ni take. Ampak prav rečete, da popoka steklo. A to pomeni, da samo v obstoječi obliki noter dobi razpoke, ali popokat pomeni tudi, da se pa sam zlomi in razbije na delce? Vse možne scenarije imaš. Lahko ti samo ena razpoka se naredi noter. To je isto, kot če bi ti čist popokal, zato ker to moraš dati stran. Enkrat, ker je razpoka noter, bo sam še nadaljevala se, imaš možnost, da jo nekako odstraniš, da je samo, ne vem, neka amputacijo narediš, da predel, ki ima neko to okužbo, da jo daš stran, ampak načeloma pa zavržeš. In lahko ti pa tudi popoka po oči. To smo imeli, ker sem bila v Estoniji, eni študent, ki je nič ni kazala narobe, eno steklenico je imela, ampak smo jo pač z nekim ognjem smo takrat neko tehnike, kako narediš za ala kozarec, zarata, pa lepo pobrusla še. In očitno še vedno imela steklenica, bila še tok topla, čeprav na dotik ni bila, ampak je imela še neki tok noter, da je začela brusati, je razpokal in je pač se malo urezala. Na srečo itak so dokaj čisti rezi, ampak lahko bi bili pa globoki. Tako da to je treba biti malo. To steklo se je tako sliši, obdelovanje stekla se sliši tako ekstremno nevarno in prosim, ne. Jaz ne vem, kako vi to počnete. Kaj pa tiste, jaz imam eno vazico, ki je načrtno razpokana, kao. Ja, to so pa tehnike, ja. Aha, to pa pol ni bed. Ne. To je pa pol, če pravilno narediš, pol recimo kaj je to, da na hitro potopiš recimo lahko v vodo, da ti popoka in potem nazaj spet popuščata, ne, mora biti popuščana. Ne, to ni, če je pravilno narejena, ni, ker se vidi, da je to pravilno popokanje. Ne. Kaj pa uno steklo, ki se kao ne da razbiti? Veš, ko so na neki točki imeli neke kavne. Kaj je že Rupertova, kva je? Ne, po mojem kaj ti misliš, Rupertovo to? Mislim, te nemške kozarce Superfest. Jaz mislim neke temno rjave cute šalce za kavo, ki so neuničljive. Ne vem. Torej govorimo zdaj o 3 neuničljivih stvareh. Ali pa uni kozarci, ki so kao, to se ne razbije, pa vržeš po tleh, pa se samo odbije malo. Mislim, vsako steklo se razbije. Tudi recimo najbolj trdno steklo, ki je tale Rupertova, kva se že govorila, aj kaplica, ali kako je že. Pač ta fenomen, ker je toliko trden, da bi ga ti lahko, ne vem, z bagarjem povozil, pa bi ostal, ampak če mu pa ti samo repek tako narediš, se pa raztrešči na milijon koščkov. Ne vem točno, o katerem produktu ti govoriš, da se tako kot žogica odbija, ampak je samo toliko močna, toliko obstojen, ker se stekla se uporablja tudi v vesoljski industriji, pa vse to, da zdrži to. Ampak bi na neki točki bi tudi to Mene zanima, kje so te rjave šalce, ker jaz sem se zdaj poznal z vzhodno-nemškimi kozarci, mislim, da so Superfest ali Superfine ali nekaj tacga, in so razvili kozarce, ki so jih hoteli narediti steklo, ki bi bilo bolj trpežno. Izgledajo pa ful tanki. Pa prav oblike ne moreš faliti, ker je samo ena oblika, je tako, malo so širši, pol se zožajo in grejo pol
kot da bi dva valja različno široko dal skupaj, pa lepo jih na tak taper povezal skupaj, ampak je pač en kozarc. Vem, jaz vem za te kozarce, to je bila neka tovarna nekje v vzhodni Nemčiji, ki so skušali narediti bolj vzdržljive steklo. Mislili so, da bo, 15% bolj vzdržljivo, pol je bilo pa kar nekih, koliko, še enkrat bolj vzdržljivo in dejansko tisti kozarci so bili izdelani vsi v 70 in še danes obstajajo, še danes jih vidiš po stanovanjih. Če ga spustiš na tla, mu ni nič. Ampak ne vem pa, kje so te rjavi. Mogoče je to podobna scena, sam pač. Ja, ne vem, boš poiskala. Misliš fizično kozarc ali na netu? Pač na netu, to, da boš ti poiskal. Ne, jaz sem poiskal super fest, super fajn. Ti boš poiskala ta tvoje rjave. Saj ne vem, kaj iščem. A bo se primerjala, katerem bo zdržila? Ne zanima me. Če zdrži. Najti stolpnice. Ja, vsaj za tako povprečno uporabo. Ja, vem, da je bila ideja ravno to, da bi oni so hoteli imeti pač vzhodna Nemčija, valjda hočeš stvari imeti za dalj cajta in mislim, da je bila ideja, da bi manj menjali v gostinstvo, ne? Pa so pa naredili neke kozarce, ki so dejansko ful dobri. Sam ta tovarna ne obstaja več, tako da jaz ne vem, kaj je zdaj, še kdo dela, ali patent, ali pozabljeno. Ali preveč obstojne so naredili in pa ni bilo več potrebe po njihovi. Pa padec berlinskega zidu, pa... Jaz sem jih dejansko, letos sem jih prvič v živo videl nekje. In to res še obstaja. Dej, mi boš pokazal jih pa. Ja, ti bom pokazal, ti bom poiskal. Mislim, se niso nič posebnega, pravno, kozarce za doma, kozarce za gostinstvo, tako kot ta od Ikea, ki smo ni nič posebnega. No. A pol imaš ti, naprimer, ko delaš s steklom, imaš ti nek svoj favorite tip mešanice, s katero potem delaš? Favorite steklo, recimo, da, ne, ker zdaj si šla že čez tok različnih in pol ti proveš, ja, ta kombinacija je my favorite in jaz najraž delam s tem steklom, ker mi prinaša take rezultate, ki jih jaz želim za moj art, recimo. Imaš prav. In pol, ne vem, se srečaš z nekom drugim, ki dela s steklom in se tako, jaz imam pa rajš pa on tako, ne, jaz imam pa rajš tega, a to the thing. Ne vem, je to nažalost, ali ja. V bistvu, mislim, gre se za to, kaj želiš narediti, za kakšen projekt je. Ne bi tako rekla, da imam res eno vrsto stekla, da mi je to najboljša, da bi želela vse projekte v tem izvesti, ampak imam pa sigurno, definitivno, če delam v tehniki ulivanja v kalup, iščem stekla, ki še vsebujejo svinec ali pa v bistvu, ki so najmehkejša in tudi potem, ko se spolirajo, kako izgledajo. Tako da iz tega vidika, pač ima vsak neko vrsto stekla, s katerim rad dela. Ko enkrat srečaš te ljudi, pač to imamo isti kot nek strast, ko govorimo o tem. To, če bi nas kdo izven poslušal, po mojem bi mislil, da smo res tako trčeni. Ampak, ne vem, zanimajo te malenkosti ali pa pol razlagaš, pa koliko je bila, to je bila 2 stopinji, bila malo nižja temperatura, pa kako se ti je tam peč odprla, pa tako. Take zadeve, ki mogoče drugi ne bi videli ne bi se sploh poglabljali v to, mi v tem vidimo zanimivosti. Koliko pa pol zdaj, recimo, ko, ne vem, zdaj, ko si v Sloveniji, pa pač si rekla, da nimaš svojega ateljeja, pa delavnica, pa tako, a zdaj vseeno si znotraj nekega projekta, nekaj razvijaš, nekaj delaš, ali pač sam razmišljaš, kaj se boš lotila delati, ko boš prišla do materiala in delavnice, ali tako, ali kako bolj to v bistvu po nekih, kaj delaš? Ja, no zdaj trenutno sem v sklopu, v Centru Rog, odprli so ga lani jeseni in so imeli tudi nek pilotni projekt Mladi Rog, kjer so razpisani za 10 mladih, torej še po koncu faksa še nisi zaposlen in da so ti dali priložnost, da si vključen v njihov program. In v bistvu sem bila sprejeta na ta program, tako da imam nekako uporabnino, uporabljam prostore in tudi delam zdaj na enem projektu na enih svetilih, ki ga razvijam v sklopu tega programa, ampak imam tudi dostop do ostale opreme, tako da ti odgovorim, tukaj zdaj v Sloveniji imam zaenkrat, lahko tam ustvarjam. Drugače pa, delam res tako, pač kamorkoli potujem, se osredotočam na prostor, kaj mi ponuja. Imam projekte, več odprtih ali pa več v različnih fazah, ideje, ki jih premišljujem in čakam na priložnost, da jih bom lahko izvedla. Zdaj ne bom rekla, da so to že, pač eni še dozorevajo, eni jih potem vidim, s tem se nekako varujem, da vidim, to niso neke muhe enodnevnice ideje, ampak da stalno pač mogoče bi bilo smiselno jih še predelovati. In potem, ko pač pride ta neka priložnost, da vidim, zavisi ali od opreme, ali od okolja, ali od prostora, potem se lotem te realizacije. Potem, jaz bi lahko
rekla, da so po eni strani neke taka site specifik dela, ki so bila dejansko, so bila proizvedena točno z namenom tam, kjer so bila. Tako da tudi, ne vem, če me je nekdo vprašal v nekem delu, se spomnim točno, kje je bilo izvedeno, ne glede na to, da nimam prav svojega ateljeja, kar je včasih, moraš biti zelo dobro zorganiziran, malo je kar smotan, nosim sabo to svojo masko, to svojo malo opremo, gravirni, kar mi je nujno, ampak hkrati se moraš toliko prilagoditi vsako delavnico, kamor prideš, da se počutiš domače in da pol tam ustvariš. Ni, da potem iščeš priložnosti v tujini po tipu delavnice, bolj iščeš priložnosti in kar pride. Tako, odprta sem za veliko stvari. Seveda imam imam na listu, da se še naučim pihati steklo, ampak tudi čakam še. To se prijavljaš na razpise, gor dol, čakaš, ne vem, s kom govoriš, vidiš kakšne priložnosti in tako, da bi tudi uskočila kdaj še ta program. To sem že prej razmišljala, ti govoriš o tem pihanju, da bi rada počela pihanje. Potem jaz sklepam po vsem tem, kar se mi pogovarjamo, da je recimo dostopnost nekaj Benet ni ravno dostopna, da bi nekdo prišel do te možnosti, da bi tam ustvarjal. Se mi zdi, da je to dosti zaprto. A Benetke gatekeepajo? Mislim Murano in to, oni imajo dosti tega pihanega stekla, oni so znani po tem. Vse zato sam ne pustijo zraven, ne? Je težje prijeti. Mislim, da vse te moraš poznati kakšen kontakt. Pa poznam pa eno, ki je bila dejansko na Muranu na praksi, je bila za pol leta, če ne so za 1 leto, in je bila tam. Tako da ni tako, da bi rekel čist nedostopno, je pa, mislim, če imaš željo, se da, moraš pa biti res vztrajen. Različni studiji so različno odprti za to, ponavadi gre pa, nisi plačana, ne? Ti si tam, oni ti mogoče krijejo, tudi v Ameriki imaš tega veliko, gre za prostovoljstvo. Ti si tam, delaš, opravaš, dobiš mogoče prenočišče ali pa minimalni honorar. Tako da, zdaj je odvisno, kaj želiš. Če se res želiš naučiti tega, sam pa tudi veš, da na koncu se nimaš opreme, ki bi jo lahko uporabljal. Nemaš to znanje, ki moraš obnavljati, drugače pozabiš. Tako ni zdaj spet idealno, da bi dobil... Ugotavljal sem blizu je teoretično, ni toliko daleč. Imajo znanja ogromno, prostorov verjetno še vedno dovolj, ampak očitno pa ni tako enostavno prijeti zraven, oziroma se ne splača. Pol je vprašanje, kaj boš s tem potem. Isto se jaz sprašujem, kaj mi je zdaj znam. Mislim, poznam tehnike, vem, kako delati to, ampak če nimam recimo svoje delavnice, kako bom pa zdaj to naprej furala, ne? In iz tega moraš potem še malo razmisliti, kaj bi pol. Ker priložnosti vsem se da, sicer manj. Prej si omenila Rog. Kakšna pa je tvoja izkušnja zdaj z Rogom in kaj vse oni imajo tam, kar lahko uporabljaš? Čeprav razumem, torej tudi pihati tam se ne da. Ne da se. Jaz bom rekla, da je super iz tega vidika, da je tukaj zdaj končno v Sloveniji ena delavnica za keramiko in steklo, ki je prosto dostopna, in tudi oprema, peči so na nivoju. Nimaš pa recimo za pihanje stekla, imaš za obdelavo na plamenu, ampak to je tako, že to, da je taka delavnica, kakršna je, nimaš tudi po svetu veliko takih. Jih imaš v teh prosteklarskih centrih, ampak da je bilo pa to v sklopu večjega. Moram reči, da je nasplošno dobro zastavljeno in da mi je, ko sem zvedela, da se bo to dogajalo, mi je bilo v bistvu kot sem bila vesela, neka svetla točka, mogoče pa steklo vse ne bo zamrlo. Meni je v interesu, da se razvija, da ta program, ki sem ga zaključila, unikatno oblikovanje, nas je veliko, ki nas zaključa tudi usmeritev steklo, sam zato, ker nimaš ali pogojev dela, ali se moraš sam znajdati, mogoče nimaš takrat finančnih sredstev, da si ustvariš svojo delavnico, nisi toliko, da bi šel mogoče v tujino, nimaš priložnosti, da bi šel v tujino, mogoče poiskati kaj drugega, se pač samo odpoveš temu. Tudi jaz sem bila na točki, ki sem rekla, zdaj pa jaz ne bom investirala, to sem naredila, kar sem, zdaj pa sam zamenjam smer, ker pač to je res veliko predanost. Koliko vas je nekako na leto? Na leto jih tam 5 približno. Jih je, Če bi se recimo, dajmo reči, da bi Rogaška imela interes, da se to malo razvije, pa da bi malo pretaknili zraven, pa da bi se povezali za študenti, bi se mogoče dalo kakšno delavnico narediti, če bi obstajal interes, pa da bi vas potem ne bi bilo potem te potrebe, da se odpoveš. Jaz mislim, da bi se dalo veliko še storiti. Smo sicer nekaj sodelovali s steklarskim centrom Rogaška, meni je bilo tudi super sodelovanje, upam, da se bo še nadaljevalo. Sigurno manjka
če govorimo zdaj prav steklopihaštvu, nek center za steklopihanje, kar imajo recimo zdaj so nedavno, pred parimi leti v Berlinu tudi odprli in je to velik hit. Misliš, da bi bila neka masa ljudi v Sloveniji, če ker bi je odprl vsem to, nekdo? ja, tudi da bi se obdržalo, no? Da ne bi bilo samo to neko. Misliš, da bi lahko tako laufalo Ja, vsak dan ja. dejansko? Ja, bi lahko. Zato, ker Zanimivo. bi imel nudu tega, kaj je v tujini zelo popularno, da zakupaš si, to sem tudi jaz enkrat šla pred leti v bistvu bilo tam v okolici Londona, tudi en steklopihač umetnik nudi delavnice, v bistvu delavnice v smislu, da ti kupaš nekomu za darilo, ok, izdelal si boš okrasek, dobil boš izkušnjo, ne vem, da probaš, ne? Je veliko pod vodstvom, mentorstvom, ti v bistvu pravzaprav pihaš, ti tako sam pove, Malo probaš. probaš, tako je. In ta izkušnja, mislim, da to bi bilo zanimivo. No, ne vem, a se vama bi to zdelo, ampak tako nasplošno jaz mislim, da bi bil to nek zelo fajn za naše področje. Rogaška Slatina, business opportunity. Kaj pa tvoje izkušnje, torej ne zgolj z ustvarjanjem in izdelovanjem, ampak potem tudi bodisi prodajo ali razstavljanjem v sklopu neke galerijske dejavnosti? Koliko si že imela kakšnih razstav ali pa tako razstavljenih projektov, kakšni so bili kaj odzivi, a ti je zanimivo sploh to delati, a je nek prostor za to pri nas mogoče, ali je bolj klavrno vse skupaj? Če bi šlo prav za to galerijsko umetnost, prav usmerjeno v steklo, bi rekla, da tukaj ne vidim nekih pogojev za to, ali da bi se pa tudi razvilo, ker že v osnovi, kak v družbi ni tega odnosa, ni tega, da ceniš res steklo, da ne prinaša take vrednosti narodu, kot naprimer, če dam za primer Češko, tam je to sveto, ne? In tam, če delaš s steklom, so tudi cene primerljivo višje pričakovanjem, Misliš to umetniško? Umetniško steklo, galerijsko, no? Ki se prodaja. Jaz sem bila večinoma vključena, dvakrat sem bila samo v te trikrat sem bila v te v steklarske, razstave stekla in to so načeloma imaš predstavljaj se s kakšnimi skulpturami steklenimi in imaš kot ne bi rekla sejem, ampak greš nabor večjih steklenih kosov. Mi je v interesu biti v sklopu tega, zato ker se lahko taki kosi dobro prodajajo. Še posebej, ne vem, v Londonu imaš London Glass Blowing, kjer prodajajo take kose pač po solidni ceni in bi se tudi dala od tega živeti. Je pa nekaj, da ne želim si svoje umetnosti podrediti temu. Tako da v bistvu, kaj sem zdaj na tej točki, v katerem razmišljam, da mi je vseeno bi izdelovala kakšne kose za galerije, za prodajne galerije, ampak bi jih hkrati razvijala še potem druga področja, tudi druga področja v steklu, torej umetniško, in pa tudi ostalih drugih medijih, ki nimajo take velike prodajne vrednosti. Meni se tudi zdi, da steklo je malo zapostavljeno, kar se tiče galerijske umetnosti nasplošno, oziroma sodobne umetnosti. Vedno ponavadi, če ne vem, na Bienalu, če zdaj pomisliva, recimo, ko smo bili, ni dosti steklenih kosov. Ne vem, če je bil kakšen, se ti kaj spomniš. A veš, imaš galerijsko umetnost stekleno, imaš tudi razstave, ki so namenjene samo steklu, ampak da bi pa rekel, da jih daš zraven drugih stvari v sodobni umetnosti, pa nismo še tam, no. Ne vem, meni se zdi, da je to kar malo škoda po eni strani, pa tudi verjetno pol težje prodreti, ne, če delaš v nekem mediju, ki marsikdo ga ne upošteva. Enako kot recimo slikarstvo ali pa fotografijo. No, vse podobno je s keramiko ali pa s kamnom. To si zelo dobro opazil. Dejansko gre za to, ker to izhaja iz nekih obrtniških spretnosti in še vedno je to viden samo kot material znotraj, ki par uporablja. Ne? To je samo kot nekaj tako za zraven, da uporabiš kot kamen, keramika, tudi kovine občasno. To v mene malo, živcira, ker... Ja, pa recimo, če primerjamo s kiparstvom, ne, recimo, če delaš v kamnu ali pa v kovini, vseeno je malo lažje prijeti zraven, ker recimo na Bienalu se spomnim več kipov, da so bili tam. Ali pa, da delaš še slabše, da delaš v akrilu ali pa v kakšni plastiki. To je tudi bolj prisotno, kot steklo, recimo. Ja, steklo ima, kaj tudi omejitve so, zato ker stekla ne moreš spet velikih skulptur delati, lahko jih, ampak zato rabiš res tako opremo, ki si jo le redko kdo lahko privošči. In zato tudi niso mogoče toliko
atraktivne iz tega vidika monumentalne in se dela pač malo manjše stvari, kar pa lahko velikrat potem misli, če so pa manjše, so pa v bistvu. Mislim, jaz sem se zdaj zavedel še enega drugega pomisleka, če si kurator in bi rad naredil razstavo na koncu. Če ne drugega, ti lahko tehta, da ne boš zbral steklenega dela, sam rečeš, kaj pa transport? Ja. Kaj pa transport, kaj pa zavarovanje, kaj če se to sam, razumeš, to se nekdo takne pa... To moš vzeti v zakup. Ja, to se tudi kot umetnica verjetno s tem soočaš, ne, da pač... Ja, to je pač dodaten projekt, ne, tako če bi... Mislim, tvoja dela so dosti kiparska, tako kar sem videl in je, steklo slučajno medij, ki se ga izbrala. Lahko bi tako rekli, ne? In se mi ne zdi nič narobe, da bi bilo recimo tvoja dela tudi nekem razstavi ob boku vsem ostalim stvarem. In torej steklo ima potencial, ne? Da bi bil gledan z neko čisto, brez tega predsodka, da je to steklo. Ja, ima, ampak potem pa pride pač do tega transporta. Kako jaz delam? Vem, ustvarjam projekt, jaz tudi iščem, da so čim bolj krke zadeve, tudi iščem, tako želim to delati, mi je tudi v interesu, mislim, to mi je predstavljalo neki izziv. In polka enkrat, ko ti nekaj uspe, pa ne vem, uspe, pač kar rečeš, mogoče pa to res ni slabo, ne? Mogoče pa to, mogoče smo pa že to tam, ampak pa kako bomo pa to transportirali. Vse bi lahko nekam, vedel bi, da bi nekje fajn dobro izgledali, bi bilo razstavljeno, ampak kaj pa transport? Velika ti ne krijejo transporta. Ali pa hramba, ne? Kje to hraniti pol? To sem te hotela vprašati, ko si rekla, da site-specific delaš projekte in kje pol to shranjuješ, ne? Če že ne... To je še vprašanje, ki ga rešujem. Se vračamo k neverendni temi depojev. Ja, to bi bilo super, pa če bi to obstajalo, to bi mogli imeti neka skladišča za ta umetniška dela, tukaj za postavljenih stavb, da bi se sigurno lahko še obnovila pa skladišča naredila, ker je to potrebno. Nekaj časa sem na Češkem, zato ker sem imela eno delo in je bilo veliko, ne vem, sta bila 2 kosa, težko, tudi ne vem, 50 kilogramov, več kot 2 metra velika panela in jih pač nisem mogla takrat prepeljati v Slovenijo, ker sem pač bila tudi v tujini, v Nemčiji. In je bilo najceneje, da sem jih skladiščila v Pragi za pol leta, preden sem lahko potem s kombijom jih domov prepeljala. Ja. Se spomniš, koliko je bilo? To bi bilo res zanimivo videti, malo razumeti tudi cene. Ker vem, da po tujini obstajajo te neka skladišča in to, da dobiš pač samo hrambo, pri nas tega ne poznamo kot tako. Se spomniš, mogoče, jaz se spomnim, zato je bilo to nedavno. V bistvu je bilo tako, da v Sloveniji so bile cene na paleto, se mi zdi, koliko ene 60, kako to pride, ali na 2 palete, pač sam to pomeni, da nimaš ne boksa, ampak je sam paleta, ker pa pač tudi ti moš pol nekako zgraditi svoje izdelke, da ti stojijo, pa tudi ena paleta je bila manj premejhna. Tam na Češkem je bila za mesečno, torej sem imela še neko pač minimalno zavarovanje, sem rekla, ajde, pač nekaj mu se ne moram dati, čisto malo, ampak ne preveč, 50 mesečno, ni zelo malo. Jaz sem imela pa boks, dimenzije po moje, ko je bilo to, 1,5 m, 2,20 m, višine pa dolžine, tu je bilo pa 2,5 metra, pa ogromno. Bi pa rabila koliko palet pol za tisto tvojo, vsaj 2? Tukaj bi rabila 2, sam bi bilo manjše, pa še sam paleta bi bila, kar pomeni, da tudi ne bi bila še za ostale stvari. Bi pa 120 evrov, sigurno bi bilo krat 2, ampak to je bilo res sumljivo, poceni sem najdela en dobro skladišče. Po mojem bi ti primili paleto z veličarjem, pa je nekam naložilo. Tako, sedem sem to naredil, so me vprašali, pač, kdaj mislim to prevzeti, da so pač lahko si postavili, ampak je bilo v tujini, imaš malo več možnosti, lahko bi tudi neki garažo najela, ampak mi je bilo pač najlažje kar takole reči. In ja, to je vidik. Zdaj ta moja dela ima malo, če kdo od poslušalcev ima možnost, kje iz hrambe ali pa pozna, bi se priporočala. Mislim, se lahko tudi odkupite, po mojem. Boš lahko zadovoljna. Ja, da bi v najemu, ki je kakšno... Ne, da ti odkupijo. Ali pa to, odkupijo pa tudi komod, mislim... Ne boš zamirila, ne? Mogoče na tej točki lahko tudi poveš, kaj dejansko delaš, mogoče kaj te tako zanima, ne vem, konceptualno, vsebinsko, materialno pri steklu, pri teh tvojih umetniških projektih. Ja, grejo bolj za osebna in intimna dela, ki se obadajo s telesnostjo, z strahovi, anksioznostjo, iskanjem neke notranje pomiritve znotraj potem oblike, ki jo ustvarjam, znotraj projekta, ki ga naslavljam. Pravzaprav gre za vsak samostojno pač,
izdelek, je zame nek projekt, izdelek, lahko je to tudi v obliki ne prav izdelka, ampak kot instalacije, performansa, je naslavljena na določene teme, ki v osnovi izvira iz mene, ampak je pa splošno, je pa v bistvu, mislim, se lahko vsak poistoveti z njo, gre za neke strahove, recimo med pandemijo sem se veliko ukvarjala s socialnim in fizičnim distanciranjem, ker sem pa tudi magistersko naredila na to temo, neki strahovi, represijo, dojemanjem, gre za nekak izraz tesnobnih stanj. Ja. In pa tudi pač telesnost, telo je tak motiv, s katerim se veliko ukvarjam. A imaš kakšne destinacije, ki so povezane s steklom, ki te ful zanimajo? Recimo, ali kakšno mesto, ki je znano po steklu, ali kakšen kraj, kjer misliš, da bi imeli ful dobre delavnice? A je kaj tacga tako? Ja, so v bistvu središča, ki si želim obiskati, so na mojem bucket listu. Tako da v bistvu, glede na to, jaz zelo rada potujem in lahko s tem nekako to združujem, ampak je tudi želja po potovanju nekako podrejena ti želji, da izkusim še neko novo stvar. Mogoče podelimo, kaj so te destinacije? Pilčuk v Ameriki, to je šola za pihanje stekla. Mislim, pihanje imaš vse, tudi za vse ostale tehnike in je mednarodno zelo priznana, ima tudi tradicijo in to si želim enkrat izkusiti. Če bi kakšna tam rezidenca tam bila, bi bila super. Kje imamo še? Drugače, kaj bi si želela? Nimam zdaj specifično prav ene destinacije, enega centra, ampak bi šla malo na Orient pogledati, kako oni vidijo obdelavo, ker meni je v interesu, da vidiš različne poglede na material, na vpliv, ki ga ima, pomen, ki ga ima v družbi. Orient imaš bolj v mislih, Iran, Bližnji vzhod, tako, Iran, Perzija. ta del, okej, ja. Ja, to. Čeprav tudi Japonska ima neko tradicijo, ja. Tako da mogoče bi bilo tudi to zanimivo. To so zdaj tako neke mogoče pobožne želje, ne vem, da bi vse tudi videla. Ker recimo ameriško studijsko steklo ni dokaj podobno evropskemu, ampak je lažje dostopno. Ja, tako. Ja, medtem ko drugod je pa malo teže dostopno zaradi kulturnih razlik, ali ni teh povezav toliko. Tako da kakšna Turčija bi mi bila tudi. Sem tudi gledala takrat, da bi šla na prakso v Istanbul. Bi bilo tudi zanimive izkušnje, ampak so bile pa malo komplikacije. Kar sem jaz slišal za Istanbul, sem da je full fine. Ja, mislim, tam smo se že malo dotaknili te tematike obrtništva, pa pol umetnosti in mislim, da tukaj gre pač pri steklu, če hočeš ustvarjati v steklu, umetniško se izražati, so obrtniške spretnosti pogoj, zato da sploh lahko izkoristiš njegov potencial. In kaj velikrat je, mislim, lahko povem zgodbo, kako je bilo, sem bila v Nemčiji, sem bila na celo leto na izmenjavi, bil je oddelek steklo, kaj je bilo, glass, object, image, space, tako da v bistvu je šlo vse za pomen stekla v prostoru, v slikarstvu in v manjšem širšem kontekstu. Je profesorica, ki je bila pač kot ta glavna, mislim, je bila predstavnica oddelka, mi je pred zaključno razstavo, ko smo imeli v bistvu, smo ukazali še te izdelke, je za en moj kos, ki je bil, sem rekla, da še v bistvu, mislim, ne testen, je, da v bistvu ta glavni je še v peči, ampak ga ne moram naslednji dan, ga bom šele prinesla, ker vse delam, seveda, mislim, last minute deadline niso zato, da se jih pač dela do konca, ne? Ja, da se izkoristi. In je rekla, da je pač delo, da ga samo ne postavim na tla, ker bo izgledal kot craft. Da bo izgledal kot neko obrt, miselna je v negativnem smislu. Pač zato, ker to imajo, pač se kdaj vidi, ne vem zakaj se pač vsem dela taka distinkcija, tako v bistvu bi moglo biti neko vzajemno spoštovanje drug do drugega, tako obrtniške stroke kot umetniške stroke, ampak občasno ne vem, kako vi to dojemate, ampak se vidi, da je obrtniška gledana tako. Mislim, da umetnost gleda malo zviška na obrt in tudi mene takrat malo, mislim, prizadel v smislu, jaz sem delala toliko raziskav, toliko eksperimentov, da mi potem neka profesorica, ki v bistvu sploh ni imela, ona ni imela podlage o steklu, ne vem, kako je bila takrat predstojnica, mi je podala neko tako opasko. In kaj se je zgodilo, da naslednji dan, ko sem pa prinesla to svoje končno delo, ki je bilo ta pravo, pač sem ga postavila tja, vam bom lahko pokazala, kako je bilo in je rekla, now you see, this is art. In tako da, če me vprašata, kakšna je razlika med umetnostjo in obrtjo, je 50 stopinj Celzija, 30 cm več in druga peč.
sam to. Pač dejansko je šlo za isti program, ampak sem ga pač samo malo sem zvišala temperaturo in je to bilo to, pač en dan več. Torej, samo naslednji dan je bilo z istimi, tako da... En dan več. Čak, in kaj je bila posledica teh čuda, 50 stopinj? Ne, v bistvu kaj je bila fora, da je prišlo do drugačne deformacije materijala. In bila je večja peč, tako da sem si lahko malo bolj, pač on je bil res malo manjši, ko se je res gledal kot pač nek manjši izdelek, medtem ko ta drugi je bil planiran za malo večji panel, ne vem, dimenzije 1,20 m. In pri tej peči je bila temperatura znotraj dosežena višja, torej se je veliko bolj, dejansko se je čistalilo, zato ker je bila tudi imela grelce iz 5 strani in je bila pač temperatura, bi mogla, To me zdaj spominja prav na to delo, ki je zdaj v cukrarni. Šele Kamerič, ki je v pritličju, ki so v bistvu samo ogromni teksti, v bistvu, kot da bi jih nekdo izrezal iz papirja, samo so pač res niso majhni, so ogromni. In zdaj prav razmišljam o tej isti povezavi. A veš, zdaj tisti je bilo premajhno, pa ni bil art. To, če bi izrezal z papirja pa dal nekam tako na majhno, tudi ne bi bil art, ampak zdaj, ki je pa v cukrarni na veliko, pa v nekaj metrih je pa kar art. A veš, velikost je očitno ne sme biti normalne velikosti, ne sme biti preveč lepo, ne sme biti preveč cute, ne sme biti preveč marketable. Lahko je miniaturno. Ja, miniaturno, ja, ne sme biti normalne velikosti. Ne sme biti normalne velikosti, to je zelo pomembno očitno. Rešil svet, zdaj ste. Rešil svet, rešil art. Zadnje mislim, morda. Bomo polkar zaključili, če se strinjata. Hvala vam, drago občinstvo, za vašo pozornost. Najlepša hvala tebi, Meta, da si prišla k nama v goste. Ostale epizode najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Novo prispele epizode pa deliva tudi na Facebook in Instagram. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec-Košmrl. Napišite nama kakšen kul komentar, polajkite epizodo, donirite kakšno kavico in ko se vam naslednjič kakšen kozarc razbije, ne tega stran vršč, spravite, bomo Meti prinesli, da bo imela material za delati. Tako je, ja. Ja, hvala vama za to prijazno povabilo. Živela sem ob klepetu. Ja. Še kdaj. Do razstavljata ženska. Jaz si ni imena. Bom porezala, boš izpadel ful smart. Vse vem. Pa zdaj nalaš ne bo, da bo preverila, če sem poslušal. A poslušaš te kdaj? Pa ne pohvališ nobenih mojih vizualnih intervencij v YouTube? Ker ne gledam YouTube. Če dam poslušam na podcastu. Za tisto vazo si imela prav. Je Savoy. Ja. Meni ni edina stvar, ki jo je naredil. Ja, on je bil tak arhitekt. Ja, on je primarno arhitekt. V bistvu sta bila oba, on in žena sta bila oblikovalca. Ona mu je pomagala tudi pri arhitekturi. Neke stvari je ona tudi naredila, ki je on podpisan od spodaj. Ja, ker je bilo še vedno tisto... Jaz imam njene kozarce, če ne doma. Njene? Ja. A res? Ona je tudi naredila serijo kozarcev. In pol prav piše Aino. Alto. Ja, pa tudi recimo Tapija Virkala je tukaj zelo znana. Tapija Virkala je zelo znana. Ja, ta je še posebej. To imaš, ko greš v Design Museum v Helsinkih. Če greš od spodaj na kafič, imaš za vodo kozarce, imaš njegove te Tapije Virkala. Meni te so ful znani, veš, ko so taki zelo, ko imajo take rebra, tako ne take kapljice od spodaj. Ja, ko imajo 3 kapljice, mislim 3 nožni, pa une. No in te dobiš tam tako zloženih milijon, kakor da bi imel te zloženje, veš, tam, kaj je za vodo in jih pač tako si vzameš za vodo, za stojn. Tako, pa piješ res iz kozarcev. Ne, sem za... Kozarc za vodo, ja, pa so pač, ja, res... Mislim, en kozarc, mislim, da košta enih 16 ali 17 evrov. Ja, sigurno, ja. Neki tacga je, en. In tam jih imaš zložene, kako za plebejce, tako pač, če se razbijajo, se razbijajo. Ja, pa tudi, ne vem, ali pa recimo... Čeprav od tega Murano stekla ravno... to sem mi tako zvedel, da iz tega Blown Away. Ta, veš, ka...